Spoštovano delovno predsedstvo, spoštovani predsednik Nove Slovenije, kolega minister Vrtovec, evropska poslanka gospa Novak, spoštovani vodja poslanske gospod Horvat, poslanci, dragi cenjeni gostje, dragi krščanski demokrati, gospe in gospodje. Naj začnem z resnično zgodbo iz mojega življenja. Ko sem bil skavtski voditelj, smo na enem od zimovanj imeli napovedano krajo zastave. To je nočna igra, ki pomeni veliko preizkušnjo za celotno skupino mladih in voditeljev. Velika sramota je, če ti napovedana skupina zastavo ukrade. Torej, ko postavljaš nočno stražo in se pripravljaš na ta dogodek, narediš najboljše ekipe in zato, da storiš vse za to, da obraniš to zastavo in varnost tabora. Tisto noč, ko je bila napovedana močna napadalna skupina, smo imeli za kritični termin, ko smo voditelji vedeli, da pridejo napovedana dva najšibkejša fanta na straži. Nekateri so se, brez da bi vedeli, da bo preizkušnja, norčevali iz njiju, se posmehovali, se spraševali, ali sta sposobna ubraniti zastavo. Dejstvo je, da sta na koncu ravno ona dva ubranila ves tabor, zastavo in nikoli ne bom pozabil jutra, ko sta ponosna pred vsemi dvignila zastavo v znak, da je tabor ubranjen. Zakaj govorim to zgodbo? Veliko usporednic je zgodbo Nove Slovenije, krščanskih demokratov. Tudi izkušnja Nove Slovenije po nekaj dolgih letih v opoziciji, da smo bili deležni podobnih očitkov, posmeha, občutkov tega, da morda nismo sposobni ali pripravljeni prevzeti odgovornosti za vodenje države. Usoda ali zgodovina je hotela, da smo v tem prelomnem letu, v vseh ozirih prelomnem letu, dobili priložnost vstopiti v vlado. Nova Slovenija se je kot res odgovorna stranka, članica velike evropske družine, Evropske ljudske stranke, krščanske demokracije, odločila za zagotavljanje stabilnosti in varnosti Sloveniji in s tem tudi Evropi. V tej vladi lahko kar v največji meri uresničujemo svoj program Nove Slovenije za vse. Naj omenim, da na mojem področju iz programa Nove Slovenije veliko delamo na predvsem 3 prioritetah, ki jih je širša javnost, tako strokovna kot sicer, prepoznala kot prave in za katere že dokazujemo, da delamo v pravo smer. In sicer najprej ohranitev delovnih mest in zagotavljanje odzivnega trga dela. Drugič, bolj pravičen in pregleden sistem socialnih pomoči in družinskih transferov. Ter tretjič, celovita skrb za starejše. Program Nove Slovenije na vseh teh področjih jasen. Predvsem stremi k svobodi, pravičnosti, solidarnosti in varnosti. In to je tudi naše vodilo, ko delamo na teh področjih. Delovna mesta ohranjamo in razvijamo. V skladu s programom Nove Slovenije v teh težkih časih preizkušnje podpiramo obrtnike, podjetnike, gospodarstvo in gospodarstvenike z njihovimi zaposlenimi na način, da ohranjamo delovna mesta. Socialni dialog je pri tem temelj. Krščanski demokrati verjamemo v dialog in v dogovore in ravno zaradi tega se ne bojimo vseh teh izzivov. Bolj pravičen in pregleden socialni sistem in sistem socialnih transferov. Z roko v roki s svobodo gre tudi pravičnost. Žal, številni sodržavljani nimajo občutka pravičnosti. Gledajo okrog sebe in vidijo morda nekoga, ki se ne trudi za to, da dobi nekaj, kar mu ne pripada. Zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo, ne pa socialne pomoči. In zdravemu in za delo sposobnemu človeku lahko predvsem delo, zaposlitev vrne in da dostojanstvo, da lahko sam prevzame skrb za svoje življenje. Za tiste, ki si sami ne zmorejo pomagati, ne zmorejo poskrbeti zase, pa smo dolžni poskrbeti jim
bomo pomagali in jim že sedaj pomagamo. Pripravljamo številne spremembe, poenostavitve in digitalne rešitve, kot je na primer informativni izračun družinskih transferov. Tretja prioriteta, skrb za najranljivejše, skrb za starejše. Kot vidite, delamo vse, kar je v naši moči, da zaščitimo starejše in vse ostale, ki so nastanjeni v domovih za starejše in ostalih socialno-varstvenih zavodih. Več kot 10 let se je to področje skrbi za starejše zanemarjalo. Korona krizo so domovi za starejše in drugi socialno-varstveni zavodi pričakali kadrovsko, finančno in prostorsko popolnoma izčrpani. Pa vendar predanih in srčnih ljudi to ne ustavi. Skupaj z njimi dejansko garamo, da sedaj v korona krizi zaščitimo pred korono vse te najranljivejše in hkrati z njimi skupaj načrtujemo prihodnost, nadoknaditi moramo velik manko, zgraditi v prvi fazi 5 domov za starejše, dokončati še 2 začeta in obenem vrniti dostojanstvo vsem zaposlenim v socialno-varstvenih zavodih. Posebej bi se dotaknil digitalizacije, ki je rdeča nit programa Nove Slovenije in seveda tudi dejanj in rešitev Nove Slovenije. Delo nadaljavo, delo od doma je ukrep, ki je naša prioriteta. To je ukrep pisan na kožo mladi generaciji, aktivni generaciji. Razumemo potrebe 21. stoletja, delo nadaljavo ne samo zaradi korone, ampak tudi zaradi vseh procesov sedanjosti in prihodnosti. Kot vidimo, tudi kongres nadaljavo čudovito nadomesti, sicer ne v polnosti, ampak čudovito nadomesti srečanje ob tem, da se ne moremo žal v živo srečati v čudovitem Mariboru. Za več prostega časa, za več časa z družino, za manj onesnaževanja, za nižje stroške, za napredno Slovenijo. Vizija Nove Slovenije in vizija naše ekipe, torej ekipe Nove Slovenije na Ministrstvu za delo se ni spremenila. Bistveno so se pa spremenile okoliščine, v katerih delamo. Trenutno delamo bolj na operativni ravni, ampak vizije nismo pozabili in ji sledimo. Prišel bo tudi čas po koroni. Ni vse v naši moči, delamo pa, kar moremo in zmoremo. Naj ob zaključku svojega nagovora, hvala vam za to priložnost in čast mi je, da vas smem nagovoriti, še omenim moje prijateljstvo in moje sodelovanje z gospodom Matejem Toninom, predsednikom Nove Slovenije. Matej je moj prijatelj, je moj kolega, sodelavec, predsednik, vodja ekipe Nove Slovenije. Ima vizijo, ima znanje, pogum in vztrajnost, tudi odločnost in trdnost. Ob vsem tem pa je še človek dialoga, a kljub temu ali pa ravno zaradi tega tudi človek učinkovitih odločitev in rešitev. Ponosen sem, da že 15 let z ramo ob rami deliva težke in manj težke trenutke. Res je dobro delati v ekipi, ki jo vodi Matej. In vem, da jo bo vodil še naslednji 2 leti. Ima vse moje zaupanje in verjamem, da tudi vseh nas, ki smo tukaj danes digitalno povezani. Dragi prijatelji, velika čast in odgovornost je delati z ekipo Nove Slovenije. Velika čast in odgovornost je delati v imenu Nove Slovenije za Slovenijo. Morda nismo mogli pripraviti prihodnosti za naše otroke, lahko pa svoje otroke pripravimo na prihodnost, je nekoč rekel Franklin Roosevelt. Verjamem, da v Novi Sloveniji to delamo. Verjamem v Novo Slovenijo.